pozdravljeni, dober dan, dr. Jana Krapeš. Danes bomo govorili o onkoloških bolnikih in njihovem zdravljenju. Tako da naše prvo vprašanje je, kaj poveste, razložite pacientu pred začetkom zdravljenja pri vas, ko gre za onkološkega bolnika? To, da je obsevanje zdravljenje, ki ni enostavno. Večina bolnikov, ki so obsevani v področju glave in vratu, gre skozi eno relativno težko zdravljenje, ki pusti posledice v ustni votlini. Primarni namen tega zdravljenja je seveda, da se pobije te hitro deleče se rakave celice, žal pa pusti poškodbe tudi na drugih organih, namreč radioterapevti poskušajo čim bolj ščititi hrbtenico, zato da bolnik ne bi imel težav na vitalnejših delih in te žarke grejo potem skozi zobe. Tako da radioterapevti nam zaupajo, da bomo v bistvu uspeli te zobe potem po koncu zdravljenja obdržati zdrave in jih zavarovati. In moje delo je, da razložim bolniku, da gre skozi eno obdobje polno sprememb in da so te spremembe doživljenjske, da v ustih ne bo več nikoli tako, kot je bilo, in da je najboljše, da se zelo navadi name, na svojega osebnega zobozdravnika, da je potrebno dosti enih pregledov in kontrol in da bo potem vse v redu. To je tisto, kar razložim najprej. Kako pa potem poteka tako zdravljenje? Tako zdravljenje, najprej se dobimo na konziliju, pred zdravljenjem določimo, kateri zobje so dovolj močni in zdravi, da bojo lahko ostali v ustih. Žal je pa treba včasih tudi kakšen zdrav zob izpuliti, zaradi tega, ker tako zahteva kirurg ali pa radioterapevt. Med zdravljenjem potem poskrbi za bolnika največkrat radioterapevt, po zdravljenju je pa zelo pomemben oseben zobozdravnik, ki vzdržuje, bom rekla, zdrave zobe v takem spremenjenem okolju, in to bi bilo približno to na kratko. Ali drži, da pacient, ki pa pride do vas in že nima zob ali pa ima zelo malo zob in ima protezo, da potem ima manj zapletov v ustni votlini ali pa da so taki zapleti v ustni votlini pri takih zdravljenji manjši? Hvala za vprašanje. To vsekakor ne. Vsi mislijo, da če ni zob, ni problemov, ampak ni res. Sami veste, kaj se zgodi recimo z živaljo, če ostane brez zob v naravi. Za bolnike, za vse ljudi pravzaprav je najboljše, da imamo v ustih zdrave, močne, lepe zobe, da za njih dobro skrbimo. Usta so začetna pot prehranjevalne poti in tudi del respiratorne poti, torej če se začne tukaj zdravje, potem v bistvu se zdravje nadaljuje. Tako da zobozdravniki delamo na temu, da pacient ohrani, bom rekla, zdrave zobe za žvečiti. In še nekaj je. Onkološki bolniki pravzaprav grejo v borbo. Grejo v borbo za življenje, rakava bolezen je lahko smrtna bolezen. In tisti, ki pokažejo bolezni zobe, tisti, ki so močnejši, gotovo vidim, da bolje speljejo tole borbo. Kaj pa svetujete na splošno pacientom ali pa na splošno ljudem, kako naj skrbijo, glede na vse vaše izkušnje, kar vidite pri pacientih, kako naj skrbijo za sebe, za svoje ustno zdravje, da bodo čim bolj ohranili svoje zobe, čim dlje v svojem življenjskem obdobju? A veste, kako jim svetujem? Svetujem jim čim bolj redne kontrole pri zobozdravniku pravzaprav. To pa zaradi tega, ker večino bolezni, ki se dogajajo v ustni votlini, so kronične, kar pomeni, se pravi karies, parodontalna bolezen ali pa granulom domače, tega bolnik ne čuti in ne vidi. In zato potrebujete zobozdravnika. Tako da najbolj fajn je, kadar greste k zobozdravniku takrat, kadar nič ne boli. In zobozdravnik, dober zobozdravnik, vas dobro pozna, vam bo znal svetovati, čisto za vsakega človeka posebej, pa naj bo bolnika ali ne, kako naj vzdržuje zobe, da bojo ostali čim bolj zdravi. Enega samega splošnega vodila ni, razen tega, da se ščetka v bistvu zobe, ampak zobozdravnik je tisti, ki vam bo povedal, na kak način boste ščetkali, kako morate prilagoditi v bistvu svoje zdravje, zato da boste imeli čim več zob
Moja želja je čim več zob, čim bolj zdravih, čim dlje v življenju. Kaj pa morda rečejo potem tisti pacienti, ki pridejo k vam, pa v bistvu so potrebni taki bolj invazivni posegi, ko pogledajo nazaj, kako so skrbeli za svojo ustno zdravje? A veste, da res zelo velikokrat slišim ta stavek, da rečejo, če bi prej vedel. Ne. In ta stavek je v bistvu boleč za bolnika, ampak tudi za zobozdravnika. Če bi prej vedel, če bi prej vlagal, če bi prej, seveda ne. Zato bi si želela tega stavka, da slišim čim manj, da grejo v bistvu ljudje k zobozdravniku takrat, kadar nimajo težav. Tako, čim prej.